Dober večer, Bog daj, in lepo pozdravljeni. 14 dni je za nami in da čas hitro teče, nam pove tudi to, da ni dolgo tega, ko smo praznovali Jezusovo rojstvo, pa je pred nami že postni čas, čas obnove in čas spomina na Jezusovo trpljenje in njegovo smrt na križu. Zato ni vseeno, kako bomo preživeli ta postni čas, ki nastopi po dnevih neumornega veseljačenja, po dnevih pusta. Kristjani so že v preteklosti tem dnevom dajali poseben, globji pomen in nekoliko so se umaknili od vsakdanje telesnosti. Tudi postna pesem pravi: duša, lepo idi z mano, z menoj na Božjo pot. In na kakšen način gremo lahko z dušo? Biti zmeren v jedi, odreči se veseljačenju in hrupnemu praznovanju, več časa preživeti v tišini in premišljevanju. Zatekati se k molitvi rožnega venca in križevega pota, udeleževati se cerkvenega bogoslužja in se v branju in besedi spominjati Kristusovega trpljenja. Nedelje, ki so pred nami, ima tudi vsaka svoje posebno ime. Prva je kar prva postna nedelja, druga je kvaterna, tretja brez imena, četrta je sred postna, peta je tiha nedelja in šesta je svetna nedelja. Ime pa so dobile po prvi besedi vstopne molitve nedeljske maše. Ker se bomo v postnem času še srečali, bomo o njem lahko še govorili. Za danes si za vzgled vzemimo Veroniko. Ko vidi Jezusovo trpljenje ob nosenju križa, mu ponudi svoj potni prt. Lahko se vprašamo, kolikokrat smo mi to naredili komu trpečemu v naši sredini. Običajno bežimo pred njimi in jim zapiramo vratam, nočemo jih niti slišati. Zato v tem času prosimo vsemogočnega Boga, naj nas duhovno prenovi in pripravi na veliko nedeljo, na veliko noč. Prejšnjo oddajo pa sem spet predstavil novo župnijo dekanije Kamnik. Tudi tokrat je bilo pošte nekoliko manj. Nekateri ste dejali, da ste zamudili začetek oddaje, no pa nič za to, boste odgovarjali na vprašanja ob drugih oddajah. Vsi pa, ki ste dopisnice poslali, ste pravilno uganili. Predstavljal sem župnijo Šmarca Duplica, ustanovljeno leta 1980, točneje 25. avgusta. In kar izžrebajmo srečnega nagrajenca, ki bo dobil lepo knjižno nagrado. Tako je to tudi seveda nagrajenka. In danes bo to Matej Močnik, podelše 3, starost 10 let. Odgovor: župnija Šmarca Duplica, nastala leta 1980. Odgovor pravilen. Čestitam, Matej. In spet je bilo med vašo pošto tudi vprašanje. In sicer mi ga je zastavila Katarina Potočnik, stara 11 let, in piše: zdaj bi pa še jaz rada nekaj vprašala. Kaj pomenijo črke v znaku IHS? Ta znak sem opazila na razglednicah, včasih pa so ženske nosile cekarje s takšnim znakom. Hvala za odgovor, Katarina. Katarina, ta znak nosijo ženske še vedno na cekarjih, predvsem tistih na narodnih nošah in pa na tistih, s katerimi na Veliko soboto nosijo jedi k blagoslovu. Božji znak IHS pa vidimo na mnogih miznih prtih krščanskih družin za praznike, po raznih knjigah, slikah, svečah, na božjem kruhu ali hostiji in še kje. Znak IHS pa je kratica za grške besede Jesus Christos Soter. V našem prevodu pa pomeni Jezus Kristus odrešenik.
Ponavadi je čez sredino znaka narejen še križ, ki pa je tudi najstarejše krščansko znamenje. Poleg teh dveh znakov pa so prvi kristjani uporabljali tudi znak ribe, ki so ga risali na zemljo ob pogovoru z neznancem. S tem znakom so se med seboj tudi prepoznavali. In še en znak krščanstva se pogosto uporablja z risanjem, slikanjem in vezenjem. To je znak dobrega pastirja, Jezusa z ovco na ramenih. Seveda pa krščanska ikonologija pozna še nešteto svetih znamen. Ti štirje so le kaplja od morja. Včasih so jih ljudje več uporabljali in tudi poznali. Danes pa mnogi niti ne vedo, da stojijo, hodijo in živijo sredi svetih znamen. Njih pomen in razumevanje pa je preplavil današnji moderni čas. Vodilni svetovni teolog Hans Urs von Balthasar se sprašuje in obenem odgovarja. Če je včasih hribovski kmet hodil 3 ure, da je prišel do cerkve, potem je vedel, kaj je daljava in kaj je pot in kaj pomeni dospeti na cilj. Prostor je imel svoj napor, da bi se daljava spremenila v bližino. Danes z avtom potrebuje le še nekaj minut in izkušnja poti v cerkev se je izmaknila. Letala, telefon in televizije učinkujejo tako, da nam prostor ne govori več in nam ničesar več ne pove. Odkar lahko s stikalom vklopimo električno svetilko, je postal soj sveče slabši ali pa je sploh ugasnil. Prav tako se godi jabolkom v naši kleti in na našem vrtu. Odkar jemo sadje iz Kalifornije po zimi in poleti. Preproste stvari okrog nas so docela izgubile svoj jezik in svojo vrednoto. In to ne velja le za mrtve stvari, temveč tudi za žive, ki lahko prek tehnike, psihologije, sociologije, politike in ekonomije postanejo samo še mrtvi proizvod ali blago. Če denimo na fronti ali ob stroju umre en človek, ga lahko takoj nadomesti drug. In tudi nekaj milijonov jih lahko umre od lakote, pa kaj to šteje, ko pa nas bo na svetu kmalu 7 milijard. Ne le zato, ker z onemelostjo vsakdanjih stvari grozi tudi izguba izrazni moči verskih, krščanskih, cerkvenih znamen, kreten in skrivnosti, temveč tudi zato, ker izrazne moči religije ni moč povrniti, če se jezik stvari okrog nas izgubi. Bolj, ko se človek preda uslugam in oblasti gole tehnike, bolj postaja gluh za resničnost okoli sebe in bolj ateist. Niti Bog, niti Kristus, niti cerkev s svojimi tako človeško govorečimi simboli, zakramenti in obredi se ne puste tehnično zmanipulirati. V svetu proizvodnje vse bolj ostajajo brez pravega smisla in zanje ni več takega zanimanja, kljub temu, da po zadnjih raziskavah v Sloveniji zavzema krščanstvo dobrih 70% prebivalstva. In ali sploh obstaja izhod? Na srečo obstaja, je pa težko izvedljiv. Človek se mora namreč upreti, da bi postal robot. Otrok, ki prvič ugleda cvetlico ali veverico, je resničen človek. Toda ali bo to ostal, če mu damo v roke elektronsko igračo? In ob vsem tem se med seboj pomešajo naša in Kristusova navodila. Če ne boste postali kakor otroci, če se ne boste še enkrat rodili, če se ne bomo znali začuditi, če se ne bomo vrnili k abecedi 1. razreda, k abecedi sveta, če se ne bomo ponovno začeli učiti jezika stvari,
ki jim je Bog vdahnil svoj smisel, ne bomo prišli v nebeško kraljestvo, kjer pa vlada samo en jezik. Jezik ljubezni. A tega večnega jezika se lahko naučimo že sedaj, saj Kristus venomer pravi: to je moja zapoved, ljubite se med seboj, kot sem jaz vas ljubil. In ljubezen je edina stvar, ki se jo ne da stehnizirati. Samo resnična ljubezen med ljudmi je najbolj človeška stvar na človeku in zatorej tudi most k Bogu in srečanju z njim. In le ona nas lahko reši in na novo nauči živeti v svetu stvari med svetimi znamenji. Ljubeza še živi. Tudi naša imena so sveta in v teh spokornih dnem želim vse najboljše in obilo Božjega blagoslova vsem Albinom, Nežam, Nikam, Frančiškam, Janezom, Gregorjem, Dorotejam in Kristinam. In potrudimo se v tem postnem času, ki prihaja, ter naklonimo vsaj malo ljubezni trpečemu Kristusu, ki gre v smrt iz ljubezni do nas. In še vprašanje nocojšnje oddaje. Tokrat sprašujem, kako se imenuje prvi dan, s katerim cerkev pričenja svoj postni čas. Torej, dan, s katerim se pričenja postni čas. Odgovore pošljite na dopisnicah na znani naslov KTV Impuls, Moste 32, pošta Komenda. Čez 14 dni se zopet vidimo, do takrat pa z Bogom.